Pozdravljeni v Sensinem podkastu Modra soba, prostorov modrosti, znanja, izkušenj in navdiha. Z vami sem Maja Megla. Nocojšnja gostja je Maša KGO Knez. Ampak najprej naj jo predstavim. Maša KGO Knez je plesalka, koreografinja, plesna pedagoginja, gledališka ustvarjalka. S plesom je odraščala ob ustvarjalnosti svoje mame, plesalke in koreografinje Jasne Knez. Izobraževala se je na šoli za tradicionalne in sodobne afriške plese v Parizu, diplomirala na Akademiji za ples v Ljubljani in magistrirala na AGRFT na smeri umetnost giba. Dobri 2 desetletji ustvarja svoje avtorske predstave ter sodeluje s številnimi gledališči in avtorji. V zadnjih letih je stalna sodelavka režiserke Ivane Džilas. Delovala je v kulturno-umetniškem društvu Baobab, s katerim je soustvarjala mednarodni festival afriške kulture Baofest. Od leta 2015 je umetniška direktorica Zavoda za kulturne dejavnosti Studio 25. V njem poučuje sodobni ples in afriške plese. Ker je temnopolta, četudi hči slovenske matere, rojena in živeča v Sloveniji, se vse življenje sooča s predsodki, stereotipi, tudi z rasizmom. Te tematike se je lotila v svoji letošnji zadnji predstavi Črna koža, bele maske, ki je bila premierno uprizorjena v novomeškem Anton Podbevšek teatru. A naj ne začniva na koncu, temveč najbolje, da greva z njo na začetke. Torej najprej dobrodošla, Maša. Zelo hvala, ker si se odzvala na tole vabilo. Tudi tema je mogoče malček težja ali pa včasih tudi bolj boleča, ne, predvsem za tebe, ne za mene, ki samo sprašujem. No, če greva kar lepo na začetke, ko si odraščala, imaš morda tiste prve spomine ali pa prve utrinke, podobe, zgodbe, ko si se soočila s tem, da si pač malo drugačna od ostalih, ne? In skratka, kako je bilo, kako ti je bilo s tem? Najprej hvala za vabilo. Ta tema mi ni toliko boleča, zaradi tega, ker sem kar veliko že o njej razmišljala, jo predelovala, se pogovarjala o njej, tako da v bistvu z lahkoto govorim o tem. Mogoče sem tudi tak karakter, da mi je to lažje, pa sem imela tudi take izkušnje, da mi je to lažje. Težko, če razmišljam o tem, da bi zdaj prav morala najti neko konkretno situacijo ali pa mogoče moment, obdobje v življenju, ko se to je v bistvu neka vseprisotna stvar, ki te pač, mislim, to je nekaj, kar je s tem, ker si rojen temnopolt v takem okolju, ki ni veliko temnopoltih, je to nekaj, kar je pač vse prisotno in v bistvu ves čas se zavedaš tega. Mislim, zdaj je pač vprašanje, koliko te to zdaj moti ali pa ne, koliko te na to opozarjajo. Moti te to, koliko te drugi opozarjajo na to. Sam se itak ne bi zavedal neke drugačnosti, če ne bi ostali v bistvu ves čas postavljali neka vprašanja in tako. Tako da, jaz sem imela res srečo, ker sem odraščala v takem okolju, kjer sem bila kot taka vedno sprejeta, v bistvu barva sploh ni bilo neko vprašanje, mislim se o tem in prijatelji, in v šoli, in v vrtcu. Ampak samo to, da ti greš po tej svoji ulici, na kateri živiš, ne, že jaz recimo zdaj skoraj 43 let, in še vedno te ljudje sprašujejo ena in ista vprašanja, je nekako, ti ne moreš temu pobegati, ne. Zdaj, kakorkoli to sprejmeš, kako te to zdaj moti, ampak to je, tako da težko bi rekla, da je to prav neka, ne vem, bilo zdaj nekaj konkretno, ne vem, situacija, ampak je vse prisotno. No, ampak je prišel kdaj kakšen otrok, pa si polizal prste, pa pogledal iz kakšne čokoladne barve si? Tako, vse to, ampak hecanje, da ne vem, enostavno, če hočeš nekako preživeti, se moraš na to navaditi in začneš to ignorirati, postaneš nekako imun na to, od tega, da probajo, ne,
če gre dol barva, do tega si se umil, do vseh teh komentarjev, pa zakaj, pa odkud, pa lasje, pa barva, pa vse to, ne. Tako da ja, tega je veliko in tudi vem, da marsikdo ima precej slabše izkušnje, zdaj to je res odvisno, kakšno okolje, pa kakšno okolje te obkroža. Tako da se pravi, sem imela kar srečo, ampak ja, mi je bilo na momente težko, pač odvisno je v kakšnem stanju te tudi najdejo, ne, pač kakšne volje si, a se ti da s tem zdaj, ali bi res si želiš pač biti neopazen, to pa je dejstvo. No, ampak recimo so dobronamerni, pa zlonamerni, ne. Recimo najprej dobronamerni. Verjetno te pohvalijo, kako lepo slovensko govoriš, ali pa te počohajo po laseh zato, ker imaš zanimive, ker imaš res prelepe, ne, ampak prestopijo nekje spoštljivo mejo drugega človeka, ne. Ni to običajno, da bi mi drugega otipavali zato, ker bi s tem izražali neko, ne vem, naklonjenost ali pa to, da opaziš karkoli lepega na drugem, ne. Ti si bila tega zelo veliko deležna, ne. Ja, saj to je tisto, kar je smešen, ker mislim, s čimer se moraš ves čas tako nekako samega sebe meriti, ker v bistvu večinoma, mislim, seveda sem imela tudi kakšne take, so, ne vem, Opica, bejš nazaj v Afriko, se tudi te, ne, komentarje in vzklike in tako, ampak večinoma gre za neko radovednost ali pa nepoznavanje in v večini primerov, vsaj jaz, nisem je bilo to mišljeno dobronamerno. Vprašanje je samo v tem, a je prav to, prestopiš prag in tudi nek osebni, se pravi, prostor udreš, ne, ker to recimo delamo tudi z nosečnicam, direkt v trebuh noter, kakšen trebušček za oblek. Mislim, noben ne vprašati, ne, mislim, to je v bistvu zelo intimno, koga drugega za trebuh primaš, ne, in podobne stvari se mi zdi, ne, se recimo nam dogaja, ko mičkani stopamo, se pravi, najbolj normalno je, da mislim, in to, ko sem že odrasla, ne, ko sem bila otrok, da me zdaj še vedno nekdo prime za lase oziroma raztkolele, ne, a lahko, ne, ampak si že, mislim, tega ni, ampak to ponavadi res izhaja iz nekega navdušenja, sam pač mene bi pa, jaz bila pa zelo navdušena, če bi ljudje malo spoštovali to, nasplošno to govorim, jaz vedno, ko govorim o tem, se mi zdi, da bi se to morali bolj učiti, ne vem, že od nekdaj, mislim, do kateregakoli pač bitja oziroma človeka, da imaš, ne, kako pristopiš, kako komuniciraš, da to, kar ti misliš, morda njemu ne ustreza, oziroma v bistvu je čisto preprosto, da najprej pomisliš, pa potem reagiraš, no, da ni. Da to, da si prijazen, ni alibi za to, da lahko počneš karkoli hočeš, ker si prijazen človek, ne. To ni že taka bianco karta. Kaj pa te, ki so bili nesramni, neprijetni, celo gotovo si imela kakšne situacije, v katerih so te hoteli načrtno, zavestno prizadeti, ne? Mislim, najbolj pogosto, najbolj izrazito je to recimo bilo v obdobju, ko so bili recimo, ko je bilo zelo veliko skinheadov v Ljubljani, ne. To je bilo kjera? To je bilo glih, po moje sem bila jaz, da je bilo to nekje srednja šola, ne, v tem času. In meni je bilo v tistem obdobju, to se pa prav spomnim, v bistvu sem se izogibala Prešernovega trga, ker tam so se zbirali, da če se je le da, sem šla po drugi poti recimo, ali pa tam pri Križankah se tudi spomnim, tako enkrat sva šli z eno prijateljico, me je spremljala, ko sem šla izdelati, takrat sem še kelnarila in je pač en zabrisal pač flašo proti nama, ne, pa pač Opica, pa peš nazaj, pa tako, ne, tako da ja, je bilo tudi kar nekaj tak, sem kar malo po meni se zdaj zbrisala. Mislim, no, tako, to je precej strašljivo, ne? Ne, pač, je bilo več takih, sam se pravim, jaz sem ne vem, kako uspela, mogoče še pride ven, ne vem, mogoče se mi bo še zmešala. Ti si smetje vrgla iz svoje glave, ne? Nekako sem lažje, ravno verjetno zaradi tega, ker sem imela toliko pozitivnih izkušenj, pa v bistvu, jaz mislim, da tudi v veliki meri družina, v kateri sem se res počutila tako, mislim, nekako so me tako vzgajali, ne vem, polno razumevanja, pa nekako ene širine, da sem skušala ves čas tudi zraven razumeti, da ni to direkten napad name osebno, čeprav sem se včasih pač tako počutila, ampak da
da je to v bistvu, da ima ta človek verjetno neko težavo. Mislim, da je težje mogoče živeti, da imaš toliko ene nestrpnosti v sebi, kakor meni, ki pač lahko to morda nekako dam na stran. Ampak ni bilo vedno lahko. Sploh pa takrat, ko sem pač bila najstnica, pa ki bi res si želel, da sem lahko sam pač res sprejeta in tako, ne. In to, da štrliš ven. Mislim, kaj pa vem, no, po drugi strani me je pa čisto enako tudi motil, ne enako, ne, ampak me je pa tudi motil to pretirano navduševanje. Ali pa to, zato, ker si pa eksotična, si pa nekaj posebenega, pa si mi všeč, ali pa te hočem spoznati, to mi je bilo pa isto zelo antipatično. Oboje sta nenaravne, nesproščena, nenaravna stanja, ne? Tako, predvsem je pa tako, da si toliko zelo si na udaru s tem, to tako fajn, tako lepo se izrazne, tudi, ko sem to črpala, pač tudi inspiracijo za predstavo, ampak ko napiše Juda zasovražijo, šele ko ga razkrinkajo, ne, jaz sem pa naddoločen od ozunij. In v bistvu je tle, se mi zdi, to je res, to je point, da v bistvu jaz se ne morem skriti, jaz se ne morem, ne vem, biti tih, pa da ne bojo prepoznali, da sem, ne vem, južnjakinja, ali pa, ne vem, ampak pač je takoj prvi je ta vizualna podoba, ki pač štrli ven, ne. In ti si pa v bistvu želiš pač, da, kje sem pa jaz, moja osebnost, ne, in me je bilo kot ta, ki se je drl za mano, da pač naj grem nazaj v Afriko, mislim, kjer sploh nisem bila takrat še, ne, kam naj grem nazaj. Res je hecen, ne. In pa sem imela še včasih, ko sem bila še tako malo, pa smo hodili žurat, pa to, pa so bili spet te kakšni skinheadi, ne, Slovenci nikoli niso bili črni in nikoli ne bojo. In jaz sem se pa želela zdaj njemu razložiti, ja pa kako, ampak veš, jaz sem pa tukaj rojena, pa ne, pa sploh drugega ne poznam. Ampak ko vidiš, da ni tle, ne gre za to, ne, pač to je on je isto, pač v nekem svojem odraščujočem, očitno se še tudi išče, pa tudi neko pripadnost je mogel najti in nekako tle nismo mogli priti skupaj, ne, nisem se mogla z njim pogovoriti, kot sem si jaz predstavljala. Te tvoje besede zdaj so tako zelo nežne in ljubeznive, ne, ampak pač v tistem obdobju in tudi malo kasneje, vsem treba dodati, so bili recimo afriški študenti, ena skupina, ki del njih je tukaj tudi ostal, ki so se družili, tudi z njimi smo plesali, to so bili prvi stiki z afriškimi ritmi, glasbo, plesi. Mala skupinica, no, ampak njih so parkrat pretolkli na ulici. Tako resno pač pretepali, ne vem zdaj, če vse, ampak tako pač. In ni bilo prijetno, da občutenje, da ljudi, ki jih poznaš, ne morejo hoditi sproščeno in svobodno po Trubarjevi cesti, zato, ker lahko uletijo neki skini in jih stolčejo. To samo zato, ker je pač temen. Ker, ne, tako, oni so pač tam še živeli, se dobivali. Tako da to ni bil nek hec ali pa tako mal, ne, neki nestrpni skinheadi. To so bili resno nestrpni z konkretnimi pač nasilnimi akcijami. Absolutno, se to jaz ves čas poudarjam in tudi predstavo sem tako delala in tudi vse, kar jaz govorim, so res izključno kako jaz to doživljam ali pa si sproti prevajam in skušam razumeti zaradi tega, da je meni lažji, daleč od tega, da mislim, da je to v redu. In tudi vem, tudi jaz poznam veliko ljudi, ki so imeli zelo slabe in hude izkušnje in ne bi bilo v njihovi koži. Vse, kar govorim, je res samo moja, kako sem jaz to doživljala, je pa groz in to še dan danes. Od tega, da ne vem, imam prijateljico, ki je imela fanta, ki je prišel iz Afrike in ni bilo šans, da dobi ta stanovanje. In to je zdaj v tem času, zaradi tega, ker... Najemniško? Ja, ker pa sej, Afričan, no pa sej jaz nič ne bi imela proti, ampak moj mož se ne bi strinjal. Tega je danes še ogromen, tako da rasizma je velik, nesprejemanja je ogromen. Jaz sam pravim, da jaz osebno imam srečo, da nisem imela toliko hudih izkušenj, da bi bilo to prav na nivoju tega, da ne bi imela kakšnih možnosti zaradi tega, ali pa ne, se pravi, da bi me izključevali. Maša, a lahko lepo prosim, poveš kaj več
teh zgodb, zato ker pač recimo jaz tega ne poznam in predvidevam tudi, da mnogo ljudi, ki Seveda, zdaj to poslušajo in bi bilo zelo dragoceno, če te zgodbe, če lahko malo podeliš, kaj se ljudem dogaja, kaj je na terenu, realnost na terenu. Ja, take so, no, razno, do tudi teh nekih, ne vem, ki recimo, ne vem, to ste mi tudi sem slišala, ne, že za fanta temnopoltega, ki ga brez problema na cesti vprašaš, recimo, a imaš res toliko velikega, pa tako lahko, pa take neke stvari, ki se meni zdi, jaz sem vedno šokirana, ravno zato, ker jaz nimam toliko, ne, ampak jaz sem šokirana, ko slišam, ker je, vsega tega še zelo veliko in tudi danes, ne. Zdajle, mogoče se bom potem še kaj spomnila, se pravi, meni se zdi, da dejansko mičkam brišem sproti stvari, no, mislim, ampak sigurno jaz se bom še kaj spomnila, tudi tako kot ta, recimo, ko so pretepali, Ja, blagor se ti, da imaš tako urejevalnik, da sproti to smetje raztreseš, da neobremenjena živiš, ne? Ne vem, kje se mi nalaga, mogoče pa marsikaj nisem razčistila ali pa sem uspela nekam potlačiti, ne vem. No, recimo tale zgodba, ki si jo zdaj rekla, ta je mene osupla, ne, da pač ne dobijo, ne morejo najeti stanovanja in to verjetno v Ljubljani, ne tako nekje v Dupleku, ne. Zato, ker je nekdo temnopolt, to je osupljiv rasizem. Osupljiv rasizem. Ja, in tega je veliko. Ja. Maša, kaj pa potem ta del zgodb, recimo, ko si odraščala, pa so imeli otroci neprimerne pripombe, pa so te prizadele, ali pa si lahko, ne vem, kot otrok, kot punčka se ti vlijejo solze, pretečeš k mamici, ne vem, ta mi je pa rekla to, pa to, da sem opica. Kako so te vzgajali oziroma kakšna je bila reakcija odraslih? Kako so ti pojasnili, verjetno je bila tukaj ključna mama, ne, pojasnili to, da si drugačna, pojasnili, zakaj ti otroci delajo to, kar delajo, zakaj imajo take komentarje, kot jih imajo. Pač verjetno malemu otročku, ki je malo drugačen, je treba vse to povedati in da je on super in vreden in čudovit otroček in razložiti, zakaj drugi otročki počnejo take traparije, ne? Ja. Oboje. Ja, mislim, sej to, no, ker nekako, jaz sem živela tudi z babico in mamo in obe sta bili zelo, mislim, tudi babica je bila tako neizmerno odprta in pri nas je bilo tudi vedno toliko enih ljudi je prihajalo na obiske in mama, ki je tudi delala kot koreografinja, pa so prihajali iz cele Jugoslavije, pa iz Afrike, skratka, tako je bilo pisano vedno in je bilo tako skozi to zelo nekako, so mi nekako, to normalnost tega raznolikosti, no, in da pač vse, kar, če so bili kakšne take te izkušnje, poskušajo razložiti skozi to, da ker pač ne poznajo, ljudje, kadar ne poznajo, znajo tako reagirati in da, ne, tako v tem smislu, no, kakor se spomnim, se pravi, me se zelo veliko tudi, ne spomnim se, jaz se res ne spomnim tega, kako sem jaz to predelovala sproti, res ne. Jaz sem to dosti kasneje. Takrat se je pač sam dogajalo, ne vem, mogoče tudi marsičesa nisem povedala, ne spomnim se teh. Zanimivo, ne? Ker to tudi malček deluje nek določen način obrambe, ne? Sigurno. Da enostavno človek odmetuje v nek smetnjak, odmetuje zato, da ga to ne bremeni, ne? Sigurno, mislim, jaz vem, pa ne samo, kar se tega tiče, ampak česar vsega, da jaz se v bistvu od malega sem nekako v umetnosti skozi ples, skozi gledališče, da tukaj sem jaz zelo, to je meni zelo veliko pomagalo, to je meni zelo velikokrat nekako kot neka taka sprotna terapija oziroma, da sem ene stvari mogoče na nekem takem nivoju, ki mogoče ni toliko zelo razumski, ampak da sem ene stvari predelovala, no. Kaj pa to, ko si se soočala s temi nekimi zgodbami, pravljicami, ki so bile za nas svetlopolte, ali kako se reče, belopolte, svetlopolte, karkoli, pač samo neke pravljice, za tebe so imele pa nek drug pomen, recimo
Pavčkov Juri Muri, ne, v Afriki, ki je pač bil umazan, ne, se pravi, to je le neka negativna konotacija, bil umazan in je šel v Afriko, ker je bil to edini prostor, kjer je mislil, da se ne bo rabil umivati, no, in pol je pač iz tega nastala, srečeval je živalice in tako. Za nas je bila to samo neka pravljica, ki nam je nudila polno prostora za imaginacijo, kako je v tej Afriki, ne, za tebe pa verjetno ne. Ja, mene so vse te zelo, tako so me zmotile, no. Najbolj vem, da ker vedno je bilo tudi tako zelo odvisno od tega, kako, na kakšen, recimo, če je šlo za neko radovednost, sem še nekako razumela, gre za ton, kako ti nekdo kaj reče, če ti nekdo reče črnka, ne, ali pa pač ne, ker itak nimamo mi s to terminologijo, tudi nismo se čisto na jasno, kaj je zdaj prav, pa kaj ni, ampak vem, da je mene recimo zelo motil zamorka, ne, to mi je bilo vedno zoprn in recimo tukaj se v tej knjigi, pa še v kakšni drugi, tudi Pika Nogavička, njen oče, zamorski kralj, ne. To mi je bila vedno tako, verjetno zato, ker sem jo na ta način tudi, kaj ti zamorka, ne. In pol to mi je tako odzvanjalo, da me je že sam zaradi tega to zelo, recimo, motil. Pa to mi je bilo malo čudno zdaj, zakaj, mislim, ravno zato, ja, a zdaj on umazan, kaj je zdaj to pomeni, ja, ta povezava, ne, me je to umazanost. Sigurno sem tudi zaradi tega potem od kakšnega otroka ne je hotel to mogoče umiti, ne, mislim, verjetno je to vplivalo. Meni je sicer, potem kasneje, ko smo delali to predstavo z Ivano Džilas v Plesnem teatru Ljubljana, in smo jo v bistvu kar precej spremenili oziroma smo nekako počistili vse to, kar se nam je zdelo sporno, od nekih posploševanj, ki se najde not, do tega, da smo dodali en tak, to je bistven del predstave, no, kjer je en tak dolg uvod, kjer se nagovarja otroke in se v bistvu že skozi to. To je otroška predstava, ne? To nisem povedala, za predstavo za otroke, plesno-glasbena, igrana. Ja, tako da smo skušali s tem pogovorom direktnim in da smo tukaj že probali vse to, kar se nam je zdelo sporno, vse stereotipe, vse to počistiti, oziroma s tem, ko smo otrokom ta vprašanja postavljamo oziroma jih nekako skozi nek hec, oziroma neko malo take zabavno vprašanja popeljemo v to, da takoj že malo berejo drugače. Se pravi, da je fokus drugje, da ne govorimo o temnopoltih, govorimo samo o čisto geografsko, o Afričanih, ne, tako da in pa smo tudi znotraj zgodbe zamenjali vse, kar je bilo, ne, recimo za Morca, za domačin, se pravi, da smo šli, nas zanima samo geografsko področje in razumemo, da gre za neko domišljijsko, mislim, za nek svet, ki ga je, ne. Tudi zato, ker nam je potem tudi Saša Pavčak razložila, kako, mislim, treba je brati knjigo v kontekstu časa, ki je bila napisana, kjer prvič za Morc sploh ni bilo nekako slabšalno, drugič, da je v bistvu to, kar nam je tudi razložila Saša, to milo, kjer je bilo njemu kot Pavčku neprijetno in ga je zebal in je trdo in vse to in je v bistvu on zbežal neko domišljijsko deželo in si pač, ne, tako da iz tega izhajal, ne, in tudi v bistvu vse jasno pove, ne, da je on se v bistvu je bil v zmoti, da je mislil, da so tam umazani. V bistvu je čist, ni sploh tako, ne, če malo več poznaš ozadja, se meni ne zdi nič spornega, sam ja, lahko jo pa tako bereš in tudi v tem času se mi zdi, da je zelo pomembno, tudi če to otrokom, ker še vedno mislim, da se to v šolah, ne, da se v bistvu malo ta kontekst razloži, da ne pride do nekih napačnih informacij. Tako da ja, te stvari, naprej sem se hotela sam navezati, ker sem se zdaj spomnila na to vprašanje, kako predelati stvari, pa tako, res je, da sem jaz zelo velikokrat, zelo mi je pasalo, ko sem se spoznavala recimo z mulati. Ker pač ena stvar je, ker smo se tudi veliko pogovarjali s temi mojimi prijateljicami in prijatelji, ki so tudi iz mešanih zakonov, da bistvena razlika je, ker recimo, če si imel brata, sestro, jaz sem živela sama in sem bila tudi znotraj družine v bistvu edina temnejša, ne, in dejansko ti nimaš nikoli se primerjati in opazovati in ko odraščaš in vse pač, ne, in ta polt in zdravniku greš pa ne razume točno kakšnih stvari za tega, ker je to, ne vem,
pač ne, na temni koži drugače izgledajo kakšne stvari. Tako da se nimaš s kom o tem pogovarjati in tle je meni zelo veliko tudi, to je sicer bilo tudi kasneje, ampak vedno, kadar sem se družila s kakšnimi temnopoltimi, mi je to nekako, mislim, temnopolti, moram reči, mešanimi, ja, mi je bilo tako nekako eno tako olajšanje, da se lahko z nekom pogovarjam, pred katerim se mi ni treba opravičevati, ker to se mogoče že tle v pogovoru vidi, da imam ves čas potrebo potem, da nekako opravičam to, da ne bi slučajno kdo mislil, da jamram. Zaradi tega, ker je takoj, kaj pa tebi manjka, sej v bistvu si imela ful sreča za to, ker si tam, zato si dobivala vloge, sej, kaj ti, imaš službo, imaš uno, ja, ne, sej je v redu, kaj pa naši, ne vem, kaj pa uni, kaj pa unka je imel, ne vem, skratka in pa skozi, ne, sej, meni je v redu, tako zelo veliko imam, ja, moja reakcija je takoj nekako, da se upravičam, in zaradi tega se mi zdi, nisem veliko o tem pogovarjala, da ne bi bilo tako, kot da sem pa jaz neka žrtev, ker pač ne, sej mi nič hudega, sej unma pa ne vem kaj pa, ne. Tako da, ampak kar pa je razlika in česar dostikrat ne razumejo, te, ki nimajo takih izkušenj, ker reče mi dostikrat nekdo, ja, sej smo imeli pa tudi, ne vem, ta je imel pa težave, ki ima tak nos ali pa ki je bil malo debel ali pa karkoli, ampak ne razumejo tega, da pri teh razlikah ti zraven nosiš še eno, nate se nalep, ne samo ta neka karakteristika ali pa neki, ampak cela zgodovina svetovna, ker nekaj so in sužnji in to so cele zgodbe in ta cel paket v bistvu ti nosiš in ne. In to zelo vidno, ne? In to zelo vidno in to ni nekaj, kar se bo mogoče s časoma spremenil, ne vem, vsem ti bo zanosil, oziroma če ti pa res tako zelo grozen, si boš operiral, čeprav pač ne, seveda, meni se zdi to vse, nič od tega ni fajn, da poslušaš, da si zaradi česarkoli ne pač označen, ampak dejstvo je, da je drugače, če je to nekaj, kar nosi celo to, cele neke zgodbe, stereotipe in predstave, ne. No, pa tudi druge, recimo take vidne, kako bi rekla, oznake so bile recimo kava, še zdaj je, ne, pač mislim, se je odlična kava, ne, ampak tako, nek zamorček, ne, vsi smo se tega privadili in tudi tako gledamo, kot da nekaj običajnega je, ne, ampak v bistvu ni, ne, tako privadiš se nekih podob kot nekaj normalnega, pa ni pač normalno, ne. Tega je največ, Kaj bilo pa, če bi bil ciganček ali pa dolenček ali pa, ne, pač na nek slabšalen način, ne. Največ je ravno tega, ker v bistvu ne moreš reči, da je to zdaj nek direkten, ne vem, sovražni govor ali pa neki, ampak vse to, kar se nam zdi samoumevno, pa v bistvu ni čisto normalno, oziroma ne, tega je največ, ali pa učbeniki, ne, kako so zelo enoznačno je vse predstavljeno, pa zelo posplošeno, še vedno je Afrika, ki je res, mislim, meni se zdi, sploh ne zavedamo, koliko je to ogromen kontinent in kakšna je to raznolikost, ne moreš govoriti o Afriki, mislim. Ja, to je čisto absurd, ne. Totalen absurd, ampak podobe pa imamo take, to neki velika usta. Bolj je pestra od Evrope, ne, pač, mislim. Ogromna je, ne. No, pa tudi tako, sever je drugačen, jug je drugačen, pač in rase, in jeziki, in kulture, pa še to regije so vmes v puščavi, mislim, skratka, to je cel svet, vse oblike civilizacije na eni celini, no, tako. Ampak, tukaj sem nabrskala, ko sem seveda malček brskala o tebi, tudi eno izjavo, ki mi je bila tako zelo zanimiva, če mi je lahko malček več pojasniš. Rekla si, da pri rasizmu ne gre le za barvo kože, torej raso, ampak za vrsto nestrpnosti, ki so prisotne v vseh družbah in se jih včasih sploh ne zavedamo več. Ta nestrpnost, ne, ki se mi zdi, se tudi v zadnjem času mnogo bolj odraža kot kadarkoli prej, zato pač mi je morda zapelo oko v to tvojo izjavo. Nestrpnost, recimo že primer tega, da so prihajali
begunci iz vojnih področij, iz Ukrajine, ki jih sprejmemo, iz Sirije, ki so se zaustavljali na meji in se utapljali v Kolpi in tako. Skratka, ljudje, ki so vsi deležni nekih grozot vojne, potrebujejo pomoč in imamo do njih različen pristop, odnos, različno jim ponudimo roko ali jim pa ne. Se pravi, ta nestrpnost, kaj zdaj to je, zakaj to je, ne? Mislim, seveda v njej cel svet, ne bova zdaj naredile cele sociološke, filozofske analize, ampak vseeno je dobro, da malo načneva to nestrpnost, ne? Ja, za začetek jaz mislim, da zelo veliko je pač ne samo o kako je sploh, ne, vsaka družba sploh vedno pač potrebuje tega nekega drugega in tle je že, da dostikrat pozabljamo, da to, kar smo, neka naša prepričanja je v bistvu samo korist bila, ali pa vsaj v nekem obdobju v družbi, da se je vzpostavila oziroma da je naredila razliko do drugih, da bi nekako ona bila nad, ne, več vredna in da se tukaj dostikrat toliko enih stvari je povezanih s tem, ne, od tega, se pravi, zaradi tega tudi mogoče pri nas ni toliko izrazit in zato veliko rečejo, ali pri nas pa ni rasizma, ker niti nimamo, zelo veliko vprašanje je, če bi bilo temnopoltih toliko več, koliko bi prišlo do izraza, ne, koliko zdaj imamo teh par zgodb, če bi jih bilo več, čim je več in se pač narod oziroma ne počuti ogroženega, ker bi ne vem, kaj se zgodilo, čeprav to je vedno tako smešen, a bojo res oni lahko dobili tvoje službe, ne bojo, ker nimajo teh pogojev, tako da to je, ja, to je to, kako so nam lepo, tako nam počasi nekako vsiljujejo in nekako plasirajo to manj več vrednost. Veš, kaj se mi je utrnil zdajle, no, tako kot ena tudi ena raven, ne, te nestrpnosti. Recimo tako kot se ljudje, ki vsak od nas ima pač neke težave, probleme, karkoli se pač v življenju neprestano sooča z nekimi izzivi, ampak obramba pri ljudeh je pogosto ta, da se začnejo ukvarjati z drugimi ljudmi, ne, pa kakšen je ta, pa zakaj to dela, pa ne smeš tega, pa moraš to, z drugimi ljudmi, ker na ta način enostavno pomete pod preprogo svoje probleme. In pri tej nestrpnosti mislim, da je sorodno. So neke težave in za te težave, namesto da bi jih začel reševati, najdeš krivca. To je najbolj pogosti razlog, ne, se pravi, mi nimamo služb, seveda, to zaradi tega, ker so zdaj te Balkanci tukaj in mislim, kdo tam dela, ta dela, redko kjer Slovenc bi sploh vzel, recimo, za ta denar, to vrsto dela, tako da to ni razlog, ne, ampak ja, ponavadi je pač nekaj, kar se v sami družbi ne uredi oziroma, ali pa še celo prav pride, da smo razdeljeni, ne, da potem tale gor lahko, da se zdaj ne govorimo konkretno, ampak pač nasplošno. Kdorkoli že pač tam je, ne. Kdorkoli tam je, oziroma cela družba, ne, da ima to kontrolo. Je super, da je narod razdeljen in toliko boljš, ne, če je zdaj, se pravi, če ni zunanjega, bomo pač notranjega. Saj to je vse bilo jasno, vse je vedno, ali pa v covidu. Mislim, kakšne so bile, kaj vse vam prišlo, koliko nestrpnosti do tega, kaj je zdaj mogoče nekdo, ne vem, sam da je bil nekdo okužen, mislim, kako je bilo to na začetku, če se spomnimo, ne, ali pa v trgovini si stal, pa je nekdo, ne vem, ali ni imel čisto dober maske, ali pa je mičkam preblizu, kaj je bilo takrat, ne, to smo pa hitro pozabili, ne, en mesec je bila panika in takrat smo res stali na 2 metrih razdalje in če slučajno kdo prišel zraven, to so bili taka mržnja, taki pogledi, to je bilo tako in ta je bil vsega kriv in ne, tako zelo hitro odreagiramo, predvsem, kadar smo v stiski, se pravi, da je neko nezadovoljstvo in ja, tako kot si rekel, nekaj nerešljivega, je potem ful lažje najti krivca drugje. In gledamo skozi očala, kako nas neki ljudje ogrožajo, ne, kot da bi ogrožal tvoje preživetje, eksistenco, ne, zdravje, tako pač iz neke, kako bi rekla, malček paranoidnega vzgiba,
si napadalen do drugih, da ne bi karkoli ogrozili. Pa to se mi tudi zdi tako, kot zdaj recimo to tudi, kar se tiče teh različnega, kako se različno sprejema ali ne sprejema različne begunce iz različnih, ne, malo bolj svetlopoltih ali ne, to je vse to, ampak ko sem razmišljala, kako že sam to, kar ti poimenuješ, oziroma daš to skupino begunci, migranti, neki tako, čim ti izpostaviš neke osebne zgodbe, zdaj to res ena družina, ki je zaradi vojne pobegnila in ta ženska in jo predstaviš, se pravi, vloga medijev je tukaj lahko močna, pri tem, na kakšen način govorimo o teh ljudeh, ker to, mislim, res, kako bi se kdorkoli od nas počutil, če bi zdaj tam mogel zdaj odtle pobegati, ne vem kam, pa nas tam, mislim, tam bi bil, kako bi pa bil, mislim, če bi prišel tam čez reko, ne, ampak pa si mogoče bi, se mi zdi, da je takoj v štartu begunc je enako kriminal, je enako itak nima izobrazbe, neki hoče od nas, mislim, ne, mogoče to... To je že raven empatije, veš, tole, kar zdaj že govoriš, je že bolj, mislim, zato rabiš imeti neko kapaciteto. Ja, ne, mislim, samo malo moraš pomisliti, no. Ne, ljuba duša, tukaj ni nič na ravni misli in nič na ravni mentalnega, tudi izobrazba ti pri temu ne pomaga, so ljudje, ki imajo fakultete, pa so rasistični. To mi je jasno, to sploh ne mislim, da je stvar. Ampak gre za čustveno inteligenco. Pa se ni treba veliko, kar sam pomisliti, da ne samo se postaviti v to, v sam situacijo. Nimajo tega. Ja, pa bi morali, pa jih pa mi učiti. Pa se govoriti v šoli, ne govoriti v neki grupi, ki tam zdaj neki rine k nam in nam hoče slabo, ampak o posameznik, ki bi, kdo pa ne bi najraje bil pri sebi doma in imel normalno življenje in je bil primoran iti zaradi teh ali drugačnih razlogov in predstavljite si, da ste vi zdaj. Ja, ljuba duša, ti imaš empatijo, že način, na kjer ga govori. Ne, nisi naivna, to je vse resnica, ampak zato, ker imaš to kapaciteto, pač te čustvene inteligence, ki seže skozi empatijo v to, da razumeš stisko drugega človeka. Pa zakaj pa se več tem ne ukvarjamo? To je pa drugo. In to v šoli, zakaj tam toliko ene vsebine in enega časa se porabi za to, da nekaj pomniš, v bistvu pa ne znaš za človeka obnašati. V bistvu se razvija ali pa vzgaja, razvija samo en del človeka, ne, pač, ampak zato imamo Google konc koncev, ne, greš na Google, vtipkaš in ti vse podatke ven vrže, ne. Medtem ko izkušenj in čustvene inteligence pa ne moreš nikjer ne prebrati, ne pogooglati, ne nikjer nabrati teh informacij in jo ne vzgajamo, tako kot ustvarjalnosti v šolah je bistveno premalo. Mislim, katastrofalno premalo. Čeprav jaz imam kar upanje za te mlade generacije, da vsaj tako, ker imam jaz zdaj tudi izkušnje, da se jim zdi v bistvu mogoče to vprašanje, tudi zdaj skozi to predstavo, ko smo delali, pa imamo potem dostikrat tudi pogovore z šolami, se mi zdi, da se to njim sploh zdi nekaj, kar sploh ne bi smeli biti vprašanje. Bistveno drugače, kot je bilo, ne vem. Rečemo. Tukaj sem zelo vesela, zelo. Jaz sem tudi vesela, kadar pri naslednji generaciji srečam nekaj, kar pač naša je bila še štorava, recimo. A viš, da vidiš, da se razcveta. Tako. No, pojdiva zdaj v tvojo prvo pot v Afriko, ki se je zgodila v bistvu zelo pozno, ko si bila že dozorelo dekle, nekje tam 18-20 let, tam nekje, ne? Si šla prvič v Afriko in lahko to zelo razumem, veliko sem gledala tudi kakšnih dokumentarcev o teh recimo posvojenih otrocih in tako, takih presunljivih, ne, kako jih je žrlo, odkot so, ne, kdo so njihove starši in tako naprej. Pač ta identiteta te nekega drugega dela korenin začne v človeku kopati in očitno je tudi v tebi, ne. Torej, kako ti je to začelo kopati, kje so ti moje druge korenine, ne? In kako je bilo, ko si pač odšla prvič tja in se soočila z svojimi predniki družino pač v Afriki?
To je kar, jaz sem imela v bistvu željo kar dolg časa, moram reči, da tako zelo pomembno je bilo tudi to, kako me je, mama mi je tako očeta zelo nekako, vedno tako zelo lepo govorila o njem in pač razložila situacijo, da je pač on se je odločil se vrniti, ona se takrat ni odločila, da bi se ravno glih, da bi šla, pustila vse skupaj v šatja, tako da nekako sta se sporazumela, da je najboljš tako. Ampak lahko sem to dodam, ker je zelo pomembno za zgodbo, ker je zelo lepo. KGO ime, ne, to ti je izbral oče, ne, in to pomeni dekle, ki je rojeno zunaj vasi. To je tako, nekem takem prevodu, malo olepšeno bi rekla, rojena zunaj svoje vasi, v bistvu je pa sestavljen, to je iz jezika, pač on je iz etnične skupine Gurunsi, to je nekako južni del Burkine in je sestavljen iz Kam, ki pomeni ženska, Gao je pa v bistvu nekako vse, kar je nekako zunaj tega, kjer živi ta celica, se pravi to vas, ne tako, ne, se pravi neki zunanjega. In recimo, to mi je pol kasneje teta povedala, da, ker sem pa rekla, ker vem, da obstajajo imena, ne vem, prvorojeni, drugorojeni, recimo tako, ne, pa glede na okoliščine, in me je posnekala, pol je še kakšna KGO ali pa, in da je lahko KGO in pol še, kako je že za moškega, mislim, da bi bilo BAGAO, ker mislim, da, nisem da je 100%, ampak nekaj tazga, da recimo, ne vem, ženska, ki je rodila medtem, ko je bila na polju, recimo, ne, bi potem lahko ta otrok bil tudi KGO. Se pravi, v tem smislu ni bilo v tistem trenutku v vasi. No, ampak recimo pač ta delček, ne, nosiš v svojemu imenu ta del. No. In sem se zelo, zelo sramovala, če smem povedati, tega imena, ker to je bilo še nekaj dodatnega, ker je štrlel. Maša Knez je tako nekako zelo slovensko, bilo v redu, mislim, nekako ni štrlel ven, pa ta KGO in pa tako hecanje, ne vem zakaj, imajo ljudje potrebo, mislim, kaj bi komot rekli samo Knez ali pa sam Maša, ampak vedno ravno želijo KGO izpovedati, ne, recimo ali pa v čakalnici, Kingao, Gua, Kagu, kaj sem že bila, Kao Gora, Kangu, Kongo, no skratka, se pa lomijo s tem, no in meni je bilo to ful neprijetno in pa še to ime zraven, da ni že dovolj, da štrlim ven, pa eno glavo sem bila večja od vseh tam v osnovni šoli, pa še lasje, pa še temne, pa še KGO, mislim, nič od tega nisem hotela. No, tako da sem se podpisovala Maša Knez, pol naslednja faza je bila Maša K. Knez, pa sem pa ne vem kdaj, sem nekje v srednji šoli sprejela to celo ime. KGO, no, torej. Vleklo te je spoznati? Vleklo me je, tudi to sem hotela reči, da mi mama vedno tako predstavljala, kot pač ne zdaj nekaj zapustil, ampak pač zelo veliko mi je govorila o njem in kaj dela in kakšen je bil in kakšne zgodbice in me je zanimalo, ne. Tako da me je pol, pa itak sem bila, takrat sem bila jaz kar, tako me je marsikaj zanimalo, vse posod sem šla tako radovedna in zdaj se mi je takrat pravi čas. Čeprav sem kasneje ugotovila, da je mogoče boljš, da ga takrat nisem spoznala, ker takrat njega ni bilo. Bil je v diplomaciji, tako, pa je bil neki drugje, ne? Ja, sem pa spoznala postopoma, no, potem tam veliko tet pa bratrancev, pa tako pač postopoma je šlo. Šli sva s prijateljico zelo dobro, nič nisva vedeli o državi Burkina Faso. Stric mi je kupil Lovni planet, takrat ni bilo interneta, nič, ne. Se pravi, so vzeli to knjigo, kaj bo to zdaj, bo na avionu, pogledali, nič nisem vedeli. Tako da mi smo šli res tako, totalno sam, kar bo in na ta način je celo potovanje tudi izgledalo, da smo tam blodile gor pa dol po Burkini spoznavali in čist počas sem malo tipala tam, pa sem šla, pa karkoli sem se zapomnila, da mi je mama povedala informacije, mislim, to je milijonsko mesto. Mi da so hodili okrog. To v Ouagadougou, misliš? Ampak mi da so hodili okrog in smo se blazno zabavali, kaj pa če je to tvoj stric in mislim, to je bilo smeha, tako super je bilo, no, to raziskovanje, ampak je trajala skoraj en mesec, da sem jaz prišla pol do neke tete, najprej do strica, pa potem... A si jih morala še najdati? Si jih morala še pač zbrskati, ki so? Jaz sem mogla še vse zbrskati, ker takrat ravno za tega, ker ni bilo teh internetov, telefonov... Kako si pa to naredila? Ja, to je bilo
pač smešno, no, res je trajalo. Jaz sem imela pač te neke informacije, vedela sem tudi, kje dela in sem v bistvu najprej tja klicala, pa so mi povedali, da pač ga sploh ni. Pol je bilo to, pa sem pa, da tam to so bilo še to imeniki, mislim, to je bilo čisto drugače, pač peš iti pa poglej, a je tam kaj, mislim, tako, ne. Tako da, kako je sploh prišlo, ful je bilo heca, ne, pa so, ja, mi da so pa tam vsem spoznavali neke razne ljudi, pa smo živela pa enih domačinih in sem pač povedala svojo zgodbo, in pač priimko od očeta, ja, to pa, ja, to oni so pa iz tega dela, ker se zelo po priimkih se ve, iz katerega dela, recimo, ne, ker glede na to, da so tudi Afrika je v bistvu umetno, sem te države, ne, so pač umetno narejene, in zmešane so te etnične skupine, ampak je recimo za priimke točno veš, recimo, kam paše, ne, tako da so takoj vedeli, odkot je moja družina, mislim, iz katerega dela države. In pol, ampak jaz pa poznam enega, tam je blizu, lahko gremo do njega, on bo sigurno vedel, ker pozna vse diasov, svoje priimke. In pa smo šli do tega in potem je on rekel, to je ta bi lahko bil sin od onga, pejte ti do nje, tako. Neverjetno dogodivšna. Ampak saj pravi, mislim, da stara, koliko 18-19, mislim, meni je bilo vse skupaj ena taka zabava in avantura. Edino, kar mi ni bilo toliko zabavno, oziroma kar me je ful šokiralo, je bilo to, ker pač iskanje očeta, kaj pa jaz vem, o tem sem veliko razmišljala, a zdaj je to res tako, to iskanje tega nekega, a je to nekaj, kar res čutiš, pa nekaj biološko, a je to nekaj, ali je to bolj to, da me to zelo zanima, ne, se pravi, mislim, v smislu, kako ta človek vzgleda, ko stoji pred mano, kako je vse živo, vse živo te zanima, veš, no, ampak kaj sem, zdaj sem se malo zgubila. Ne, se nisi zgubila, ampak to je takšen drive, v katerem slab, v katerem je vse živo, kdo on je, kakšna je oseba, kako zgleda, kakšen je stik. Tako, a si mu kaj podoben, take neke stvari. Vse živo, ne, zanima. Ampak najbolj se mi zdi od vsega je pa še bolj kot to, recimo, pač iskanje očeta, ker itak sem že toliko stara, da zdaj neki očeta nisem niti imela občutka, da ga, mislim, tudi živeli tako velika družina, 6 stric je bil, pa tako, ne, tako nas je bilo skozi polna hiša, nisem imela tega nekega manjka v tem smislu, vsaj ne se spet na tej ravni, ki se jo zavedam, no, ampak to, kar sem že prej govorila, a je lahko nekdo, ki sem mu podobna, jaz sem zelo upala, da ko bom prišla tja, da se bom pa končno počutila, da me vsi ne gledajo. Ne vem, zakaj sem to mislila, ker seveda je bilo ravno obratno in seveda se mi je zdelo potem to logično, da to ni tako, ampak pač, ker toliko nikamor ne pašeš, pa upaš, da bo nekje bo pa tako, kao, okej, zdaj sem pa del nečest, ne, zdaj pa to, ne, in da tle, na to sem mogoče malo računala, to me je malo pol ker si mogoče bolj podobna njim po kravžečkih, po koži, si pa za njih svetlopolta. Ista razlika. In tudi je dejansko, ker sem nestala, se pravi Urša, moja prijateljica, jaz in eden iz tam, je točno v sredini. Ni sem jaz bolj njemu ali pa ne, ni, to je tretja barva. Pač ti si mulatka. Tako, in je čisto drugo. In noben, oni so recimo, nama je bilo toliko smešen, ker pogosto so oni za obe mislili, da sva belki. Pa je skupaj, a ne vidiš, da razlike med nama. Celo to, ali kaj? Ja, to je bilo veliko razočaranje potem, ne? Ja, iste, vidve belke, pa a ne vidiš razlike? Ne. Oziroma je bilo tako, pol, lahko bi bila kakšna Brazil, kaj tazga, to so mi rekli, pa pol ful navdušeni, ko sem povedala, da imam tudi, ampak ne pa na pogled, pa sploh ne. Plus, da se pač seveda, takoj se vidi, da si turist, si drugače oblečen, drugače se obnašaš, ne, je tako jasno, da nisi v tem, mislim, pa tudi po barvi, se to je, takoj, ko sem v bistvu prišla tja, v sicer upanju, da sem počutila mogoče domač, mi je bilo pa tako, mislim, čisto drugo, ne. Res sem štrlela ven spet. Ampak Maša, dej povej zgodbo, kako je bilo, ko si prvič stala pred nekom, ki je tvoj
sorodnik pač iz Ouagadougouja. A so oni v Ouagadougouju? Ouagadougou, ja, pač drugače so tudi iz neke vasi izhajajo, ampak živijo v Ouagadougouju. Prvi, pred katerim si ti stala, pa da je tvoj sorodnik. Kako je bilo to? Ja, odštekan. Mislim, Kdo je to bil? To je bil, mislim, tata prvi, niti ne vem, kar itak, to so tako ogromne družine, mogoče ta je bil tudi nekdanji, ampak prvi, da sem jaz imela občutek, da je res, on je bil brat od očeta, ne, stric, pa tudi to nisem čist prepričana, če ni bil bratranc, ker oni se med sabo itak rečejo, recimo zdaj letos, ko sem bila, se prav stara, sem 43, sem zvela, da zato, ko sem mislila, da je sestra, je v bistvu sestrična, ampak ker si oni rečejo sestra, brat, sem mislila, da je tako, kot mi to razumemo. Tako da ja, marsikaj je tako drugače. In jaz, in pol, ko še vidiš, da si toliko, sem toliko Slovenka, toliko evropska, mislim, moja logika, vse je, pač tukaj sem res, je logično, ne, sam pač mogoče upaš, da bo pa nek, mi je bilo pa zelo, vzhičena sem bila. In tudi pol kasneje, do tega še prideva, ko sem pol končno očeta spoznala, ampak spet ne vem zdaj točno. To je toliko enih različnih čustev, da če bi čisto čustveno doživljala, bi se mi verjetno, ne vem, bi bilo premočno, bi eksplodirala. Tako pa jaz, mislim, ampak to že itak, si verjetno že opazila, jaz obenem doživljam in obenem opazujem, no, skozi se mi to dogaja in tudi, ko sem bila tam in sem pač srečala, ne vem, teto, jaz sem istočasno videla to situacijo in mi je bila neverjetno zabavna. Tako nekako doživljam in opazujem in pa mi je tako, na moment, da sem imela občutek, da sem v nekem dokumentarcu, mislim, kaj je to, jaz sem nekje sred, mislim, Burkina Faso, jaz verjetno ne bi, ker marsikdo sploh ne ve, kje to je, mogoče tudi jaz ne bi vedela, če ne bi imela glihot, in kako to, da vam jaz glihot. No, tisti, ki ne vejo, ki poslušajo, pa ne vejo, kje je Burkina Faso, to je nad Gano, ne, na, kako bi rekla, na sredini Afrike, ampak bolj proti, kaj je to, zahodna stran, ne? Evo tam, ne? Pod Malijem, pa tam pa Mali, levo se drži Mali, ne? Gor je Sahara. Tako, spodaj pa je pa Gana, Slono koščina, Benin, Togo spodaj. Glavno mesto v Ouagadougou. Ouagadougou, ja. No, ampak nisi povedala, kako je bilo, ko si prvič zagledala nekoga, ki tvoje... Ja, ker ne znam povedati. Bilo je pač fascinantno. Kako oni reagirajo? A so zelo odprti? A je bilo to takoj vrščanje, pa jok, pa smeh, pa je bila ta... Zelo sprejeta, takoj, res. Najprej sem tega strica, potem pa takoj za njim teto, s katero sva takoj vzpostavila neko vez, ki je še vedno zelo močna. Tako sva se nekako čistko mi je bila... Pa je zares teta ali sestrična? To je tako, meni se zdi se sestrična, no. Se vsem, ampak ona mi je bila takoj tako blizu, čistko kot človek. Ful sva se ujeli in takoj me je vzela, itak imajo oni tudi do družine en tak zelo, družina je res izredno pomembna in je tako... Veseli so in zelo jim pomeni tudi pozdrav, del pozdrava je, najprej je, kako si, kako je zdravje, kako je družina in za vsakega posebej. Tako da v bistvu, ko nekoga srečaš, to traja tam 5 do 10 minut, da se vsa ta vprašanja, kako zvrstijo, se zvrstijo in to je zelo, ne, se pravi zdravje družine in cele družine, kako je ta, ne, pa še do vsakega posameznika, pa mož, pa sestra, pa otroci. No, ampak so bili zelo odprti in so te takoj sprejeli s toplino, z ljubeznivostjo. Ja, ful. Tako da in tudi teta je bila pa tudi skozi mano in ko mi čakala, da končno že očeta spoznam, tako me je skozi, tako zelo so me sprejeli, no. Tako je bilo, ja, tako, Jugoslavija, kaj pač takrat je bila še, so imeli, ne. Oni so frankofoni, ne, se pravi, so bili nekdanja francoska kolonija, pa pač v francoščini se tudi sporazumevajo, ne. Da, ja. Veš, kaj zanimivo mi je pri Burkini Faso, da je toliko Slovencev prečkali na neke načine to Burkino Faso. Ne tam Namibijo ali pa ne vem,
Kero, ampak prav Burkino, ki je v bistvu ena turistično nelih najbolj znamenita država. Ne? Recimo Sonja Porle, ki je pač potovala po Afriki, to je bila pozna 80-ta, 90-ta, ona je potovala vsako leto, to je bilo obdobje, ko ni bilo interneta, ko ni bilo nič od tega, to so bili res ljudje, ki so bili avanturisti, pogumni in ona je šla vsako zimo za nekaj mesecev potovati in je potem tudi knjigo napisala. Ne? No, in Gana in Burkina in Ouagadougou. In je prav zgodba v tej pač njenem potopisni knjigi o tem, kako so žurali pa v muziki, pa v teh ljudeh. Ne? Potem je recimo Andrej Morovič, pisatelj, on je še vedno tam, on zdaj živi tam. Njegova nekdanja partnerka Špela, ona je antropologinja, poročena sedaj s Fincem, ne? No, ona je tudi tam živela, sedaj ne živi več. Ne? Potem je Eva Maran, pravnica, ne? Ona isto pogosto hodi mislim, to je neverjetni promet tam v neki Burkini Faso, ki je Bogu iza nogo, ne. No, jaz sem pa tudi srečala, v bistvu tudi mi je prečkala ta Burkina, moje življenje na nek tak čaroben način, ko sem spoznala enega šamana Malidomo. Ta knjigo sem brala, to mi je izvrstna knjiga. Tako lepa, o vodi in duhu. No, jaz sem jo prebrala in sem si tako želela z njim srečati in naključje se je sestavilo tako, da ravno v tistem času, ko sem se jaz navdušila na to knjigo, je on prišel na Dunaj in sem letela na Dunaj in naredila pogovor z njim in tako, sva se družila 3 dni. In tisto, kar pač iz vsega tega, to so noro bogate, zanimive zgodbe, ampak kar se mi je zelo dotaknil, je to, kako mi je on, tudi v tej knjigi in tudi kot mi je on pojasnil, ta čut za skupnost, ki ga ima Afrika, tega ni v Evropi, mi smo fantastični v teh praktičnih materialnih stvarih, Azija je fantastična v teh duhovnih aspektih, ne, pač ta azijska, budistično, hinduistična kultura. Medtem ko Afrika je pa briljantna v tem čutu za skupnost, zato sem te to toliko spraševala, kako je pač... Mislim, da je nekoč pri nas to tudi bilo dosti močnejše, kakor je zdaj, ne. Tudi vprašanje, kam bo pripeljalo, kaj se bo v Afriki še dogajalo, pa koliko se to še utegne razbiti, ne, te skupnosti zaradi vseh teženj, ki jih imajo, ki prihajata, ne, pa individualizem, pa vse to, ne vem. No, recimo, ampak zaenkrat je še zelo močna. Tam je bila, na primer, ena od, ne, kako tam otroci, ne, pač to je bolj po vaseh, seveda, to ni v kakšnem Ouagadougou, pa teh velikih mestih, bolj po vaseh, ne, se podijo, in enostavno otrok pride kamorkoli, ko je žejen, ne, ali pa vsi bdijo nad otroci, ne, pač ni to moje, tvoje, nad mojim bom bdel, nad drugimi pa ne, pač otrok je mali človeček, nad katerim se bdi, ne, se ga varuje, čuva in vzgaja, ne, tako, v tem smislu čut za skupnost, ki je pač en del, ki ni sebičen, ne. Ja, in tudi kar mi je bilo meni všeč, je to, ker je otrok skupnosti, ne toliko te male celice, ampak ne, in to že potem že v osnovi dobiš toliko enih več in mnenj in možnosti, ne, da ni to zdaj sam ta, ampak je in toliko več pomoči in toliko več se razdelijo pol in naloge in odgovornosti in vseeno, tako je povezana močna skupnost zelo. Imava skupno knjigo, yes! Ja, zelo mi je bilo všeč, zelo. No, ampak samo tako, mogoče za koga, ki ga bo ta pogovor pač nekako ogrel, ne, ta knjiga govori, šaman opisuje ravno mogoče to, kar si tudi ti doživljala, ne na ta način kot on. Njega so ugrabili, pač je otrok iz afriškega plemena Dagarov in njega so ugrabili jezuiti in vzgajali
v katoliškem okolju, Misionarskim, ne, ja. se pravi v kulturi belskega človeka in potem je on pobegnil in se vrnil v vas in kako se je težko nazaj vklopil v njihovo kulturo, no, in vsem tem pripoveduje zgodbo. Tako da toplo priporočava, res je čudovita. Čudovita, tudi potem je odšel v Pariz in študiral literaturo in francoščino, tako da ima tudi ta del zelo, kako bi rekla, razvit, pripovedni in je pač res prijetna knjiga za brati. Ampak, Maša, kako je bilo pa potem srečati očeta? Ja, to je bila pa naslednja stopnja. Mislim, kar je bilo zelo, to sem prej hotela reči, da sem potem, ko sem ga zelo pozno, to je bilo zdaj par let nazaj, spoznala, sva šla s fantom, tudi on je šel prvič, tako da je bilo tako mi fajn, da je bil zraven, ko sem ga spoznala. Jaz sem se zelo na to pripravljala, pač od prvič, ko sem sploh pomislila, da bom šla v Afriko, pač iskat, raziskovati. In sem imela že vse scenarije v glavi, kaj se to lahko zgodi, od nekih takih, ko sem bila mlajša, neke take, mogoče ameriški film, varianta, zgodb, do tega, da si bova mogoče tako zelo antipatična, da mislim, da bo to enkrat in zadnjič, srečanje. Tako da, ja, ful me je bilo strah, mislim, tako sem bila Koga ne bi bilo? Ja, mislim, vsakega bi bilo čustveno, pač seveda te strah, da boš, ne vem, zavrnjen ali pa nesprejet, to je le oče, pač to deluje, to so arhetipi, to deluje v nas, v redu je to, ker od mojega obiska sva mi da bila pol tudi kar v kontaktu, mislim, ne pogosto, ampak sem imela glih toliko kontakta, da ni bilo zdaj to čisto nič, pa sva se tudi že slišala parkrat, tako da ni bilo čisto neznano. Ja, tako. Tako da je, me je bilo pa v bistvu najbolj strah me je bilo, da mi je bilo, recimo, da bi bilo ravno obratno kot s teto, ko sva se isti hip, sva si bili nekako simpatični in sem res, tako zdaj sem ji prav rekla, da če bom imela kdaj čas, mislim, možnost, da pride, tako z njo se mi je res fajn pogovarjati, polha enih takih lepih, tudi ona, taka je res, taka dušca, tako prijazna, pa tudi zanimiva. Kako se pogovarjaš v angleščini ali francoščini? Vse se malo lomam, ampak... Ja, ker oni res zelo specifično francoščino govorijo. Hvala Bogu, ker je zelo preprosta. Francoščina mi je težje razumem, tam mi je bilo pa lažje, ker je res preprosta. No, ampak, kaj sem hotela reči? Teta in oče. Ja, teta mi je bila tako zelo ljuba in ful prijetna in pa me je bilo strah, kaj če mi bo pa on totalno tuj, in obratno. Ampak je bilo, tudi to sliko prav vidim, kako je bilo hecen. Tam smo mi pa se vzeli neko sobo, z Daniletom, z mojim fantom in pa sem se z njim slišala z očetom, da pride pač on do tja. In to je bilo eno dopoldne in pa sem pa povedala tem na recepciji, jaz zdaj čakam očeta. In so bili vsi tako kot otroci, tako ene štirje, ti, ki so delali, kdaj pride, in vsi so bili tako, vsi so tako čakali in nekje kukali strani, res je bilo zabavno. Ja, način pa se pojavi ta, meni se je res tako, zdaj ta nek črni mož, mislim tako, to je moj oče. Kdo je to, mislim, čisto, res je odbit občutek, lahko sam to rečem, totalno odbit. In hvala Bogu, ja, in takoj, ampak ko smo se, tako je bilo tako, kakor živijo, mislim, kakor da bi se že poznala. Naravno, ne? Ja, ful je bilo naravno, na srečo. Tega me je bilo res strah. Totalno ne bilo naravno, super mi je bilo, ker sva v prvih 10 minutah si povedala vse, vse sem ga vprašala, kar mi ni bilo jasno, kar mi ni bilo všeč, vse tako, zelo direkten, on je ful direkten, to mi je bilo super, vse. In je bilo super, na srečo, Tako da sva se ujela večkrat, pa smo še skupaj jesti, pa tako mi je bil. In zdaj vsakič, ko grem, se podružimo in mi je super. Ima družino, tako da imaš svoje polbrate, pol sestre?
Ja, saj to je cela zgodba, ampak ne bova tukaj do polnoči, da povem cele moje te družinske zgodbe, ki so res zanimive, pa ja, marsikaj je. No, zdaj sem spoznala še eno sestro, pol sestro pa brata, ena pa živi v Kanadi, tako da ni bilo od te njegove zdajšnje družine, ne. Pa ženo, tako da vsi so zelo, mislim, Ja, koliko ima zdaj sester in pol sester, pol bratov? kar nekaj jih je. Kar nekaj. Mislim, ja, recimo vse skupaj, to je zdaj. Ja, kompleksne zgodbe. Ja, no. tako. Ampak v bistvu si zelo obdarjena in v bogatstvu pač družine in njenih članov. Ja, in je, ful mi je, zelo sem vesela, mislim, kakorkoli sem se mogoče, govorila, da mi ni to, nič ne pogrešam, da mi ni problem, mi je res se tako nekako mi je kamen se zdvalil, ko sem ga spoznala, tako nekako se mi je zdelo, tako je teta skozi že prej, zdaj boš videla, zdaj boš čutila ta nek mir, boš čutila to celoto, ne, ampak je res bil en tak občutek, no, tega, ker itak nisem imela, to pa res ne, nekih pričakovanj, da bi zdaj, kaj pa zdaj bova midva neka oče, hči odnos, nekaj v tem. Ampak to so očitno Maša, ene take prasile, ki so Sej, v nas, ampak ne? in to, kolikor sem potrebovala, vsaj kolikor se mi zdi, da sem potrebovala, toliko sem dobila s tem, da sem ga spoznala in to, predvsem to, no, da sva se ujela, no. Ampak kako si potem ti furala v bistvu od tega prvega obiska Afrike, ko si imela 18-20 let, ne? In tam nisi bila lih nekdo, ki bi pasal v tisto okolje, in tukaj ne čist nekdo, ki paše v to okolje, mislim vizualno, ne? Nekako občutiš sočasno pa vse neko dvojno identiteto, ne? Se pravi, v enem delu koreniniš, tukaj si vzgojena, tukaj živiš, to je vse, kar poznaš, mentalni ustroj je nastal v tem okolju, ne? Ampak kljub temu pa gensko imaš pa neke zapise, neke korenine, neke vire od tam. Ti si potem se usmerila v afriški ples in si to tudi študirala, ne, v Parizu. A si morda skozi to sodobni ples, afriški ples, našla neko celoto, neko celostnost za tebe, kjer si spojila te dve kulturi potem v neko dejavnost, ki si jih v celoti predala in si bila končno cela Maša. Mislim, ne? Definitivno, o tem sem tudi itak veliko razmišljala, zakaj ravno pač afriški plesi, kar itak že prvo kot prvo je to tako napačen termin oziroma izraz za karkoli, ker to je točno to, kar smo se prej pogovarjali, ne, evropski ples, mislim, ni, ne, tega, ampak nažalost se je to uveljavilo in to povsod, da je, to moram samo povedati, da bomo vedeli, o čem govorimo, da ni to zdaj, to se je malo tako, jaz ga probam sprejeti kot nek krovni naziv, tako kot rečemo za sodobni ples, ki ima res veliko usmeritev, je to nek krovni, ne, izraz, tako nekako moramo razumeti v bistvu izraz afriški plesi v množini po možnosti, da nanaša pa se več ali manj na področje podsaharsko, se pravi, ta del, kjer so v bistvu tudi je izhajalo največ plesalcev, ki so prišli pač recimo že takrat po osamosvojitvah, se pravi z temi Ballet Nacional, so jim rekli, po Evropi prezentirati te svoje državne plesne ansamble oziroma kakor neko plesno kulturo in že tam so oni naredili en mix best of, rečemo temu, in v bistvu iz tukaj izhaja nekako mogoče ta plesna usmeritev, ki se jo potem tudi uči, ne, izhaja pa pač iz različnih delov. Potem so pa pač specifike in tudi zdaj se veliko vedno več o tem govori, tako da mislim, da bo s časoma tudi ta izraz opuščen, pa se bo bolj specifično govorili, no, to samo za uvod. Skratka, jaz sem že osnovni, pač pri nas ni bilo neki možnosti teh delavnic afriških plesov. Vsake toliko so pa organizirali preko tedanjega ZKOS, se pravi JSKD-ja zdaj.
s kakšnimi tujimi pedagogi, plus Barbara Plečko, ki je bila pa sploh prva, ki je pri nas, ona je bila drugače sodobna plesalka, ki je v Senegalu v bistvu bila prav na prvi zelo, zelo znani in priznani plesni šoli, ki jo je spet kako, tako, mislim, ja, v bistvu je Maurice Bežar z eno senegalsko plesalko, ki je zdaj zelo, zdaj reče, mama sodobnega afriškega plesov, Germaine Agoni. No, je vzpostavil to šolo in tam je tudi Barbara Plečko študirala in je začela poučevati v Sloveniji. Tako sem jaz tudi prvič prišla v stik. Mama me je takrat opisovala, ko sem bila še majhna, in jaz sem se malo branila tega, zakaj bi jaz morala hoditi zdaj na neki, ker ne. Ker pač imaš skražene lase in si to je temnejša. Jaz pač bi šla, ne vem, na jazz, pa to, ne, tako. In pol kasneje, ko sem se pa sama odločila, pol, ko sem razmišljala o tem, dejstvo je, da pol, ko sem šla ko sem bila v Afriki prvič, v Burkini, nič nisem plesala. Sem videla zelo veliko predstav, plesnih nastopov in sem bila ful fascinirana na to neko energijo. In potem kasneje šele v Parizu. Takrat sem se šele odločila, da se bom v to sploh spustila. In ena stvar, ki si jo ti prej tako lepo povedala v zvezi s to skupnostjo, to je v bistvu bolj, kot da bi govorila o neki, zdaj, ker je pa to afriški plesi, pa je to meni domače, ampak to, kar se je naravnanost plesa in ustvarjanje te neke naboja skupinskega s tem plesom in za komunikacijo z glasbeniki, ki so vedno zraven, pa petje, pa to, kar se vse kot ena celota v bistvu razume in se tam ne znam pet, pač poje se zraven plesa in bobna, to gre skupaj, niso to ločeni delčki in to me je nekako tako, eno tako mi je... Ali pa ni nasneto, ne? Ni nekaj, kar Ni nasneto, pa predvsem je tako v dialogu, to je vedno je nek odnos, in ni tega nekega individualističnega, ne vem, zdaj tam jaz smazaš, pa jaz ampak je zelo, zelo velik poudarek na tem, da se znotraj skupine ustvari ta energija, ki jo potem skupaj predajamo naprej, ali pa en drugemu, ali pa z bobnarji, ne. Ja, ni recimo tako, če razumem, ni tako, da si ti na odru in plešeš, tam je pa nek glasbenik, ki igra glasbo zato, da ti plešeš nanjo, ne? Ja, ampak sta enakovredna. Ne? In to je mene, ko razmišljam o tem, kar si me vprašala, koliko je zdaj meni, koliko je to povezano z iskanjem svojih korenin, pa nekako vzpostavljanje sebe kot... Jaz mislim, da to je nekaj, da je to bil mogoče neka pot, ker mi je bil pač ples, je prvo, kar me je obkrožalo, ker sem tako živela pač v duhu maminega plesnega duha, ki je pač živela s plesom vedno, mislim, to je bilo vedno vse prepredeno in to je vse bilo eno, ni bilo ločeno od našega življenja in je verjetno bila to neka meni najbolj naravna pot, da se približam nečemu, kar naj bi tudi moje korenine izhajale, da pač skozi ples pač pridem in je bilo tako malo tako raziskovanje. Potem me je pa pač, čisto kot plesalko marsikaj navdušilo, ne, in mene, ki me itak zanima, to, kar sva se že prej pogovarjali, kako bi lahko skupnost bila lepša, če bi bilo več enega posluha pa strpnosti, pa da bi pa ta strpnost bila, bi pa moral pustiti, da so enakovredni, da ima vsak svoje mnenje, svoje svobode, da se poslušamo in sodelujemo. In tukaj je to, kar mi je bilo in všeč na obisku v Burkini Faso in mi je bilo všeč v plesu, da se te skupnosti ustvarjajo. In to je tudi to, kar jaz ko delam svoje predstave, kar me zanima, kar me vedno nekako najbolj intrigira, kako lahko najdemo ta skupni jezik, čeprav smo med seboj vsi različni ali pa ustvarjamo, imamo drugo izrazno sredstvo ali pa pač karkoli že, no. Tako da ta neko sobivanje pa razumevanje, no, to se mi zdi, da je tako nekako vse povezano en z drugim. To te je potegnilo, ne? Da me je to mislim, mogoče, ne? Zraven me je pa tudi potegnilo, čist gola, fizična energija,
ki gre z enim žarom in veseljem. Tako se mi zdi, da se tudi ena stvar, kar je spet logično, smo mi, ta naša civilizacija in zahodni svet, da pač ples bil precej in telo kot tako in seveda tudi ples od tega, da je bil prepovedan, do tega, da pač veljal za neprimernega, grešno. Vse to, ne, in itak smo mičkano obremenjeni, skozi imamo neko to občutek krivde, slabo vest in tega tudi tam nisem začutila, ne, se mi je zdelo dosti več, veš, ples je res del življenja in se ga ne sramuješ, pri nas ne vem, kaj že more biti, da nekdo vstane pa gre plesati, pa mu je že naroden, kako bojo zdaj, kaj bojo drugi rekli. In to mi je bilo, in to se pa tudi vidi in v teh plesih se vidi ta nek joie de vivre, mislim, ta neka veselje in radost do predajanja, do tega, da to izraziš skozi ples, da ni to nekaj, kar mora biti tako mičkano odmaknen, zadržan, nekje privzdignen pa oddaljen, ampak je bolje tako direktno, no. To mi je bilo všeč. Ja, pri nas moramo kar precej nekaj spiti ali pa ne vem kaj, da začnemo pol nekaj skakati, pa pač se veseliti, tako, ne. V tem smislu. Vse je to, ne. In to je bilo tudi en tak moment, taki kot Trinkov, takrat prvič, ko sem bila v Burkini, ko so naju pol sprašvali, kako pa prva, ko so imeli, ne vem, glasbeni band je bil, pa so pač plesali in pol, kako pa kaj pri vas plešete, ne, pa sem razmišljala, kako, sem rekla, za začetek se ga najprej napije, pa pol se mogoče toliko sprosti, da se malo tam neki. Tako si jim pojasnila. Tako sem začela, ne sem tako, da mi je misliti, sej res, mislim, sej se sploh ni to tako normalno, ne. In takrat se mi je zdelo tako pol, ful me je to razbremenilo, ko sem videla, ko sem to doživela tam, da pač glasba je všeč, ti je plešeš, pa mi zdaj ni, zdaj, kako bom izgledal, a se bom lahko sprostil, mislim, ker je to tako naravno, ker ni bil, ne, ples kot nekaj takega, nikoli tudi dojet, mislim, ne. Je bolj del življenja, bolj del vsakdana, kakor pri nas vse, no, mislim, sej tle so spet razlike, ampak tako, kot sem jaz doživela, no. Ti, veš kaj, ko sem pregledovala, skratka, ti si toliko enih stvari naredila in toliko različnih in s tolikimi enimi ljudmi sodelovala in v vseh živih inštitucijah delala in pač off produkcija, se pravi neinstitucionalna, institucionalna, skratka, prvi vtis je bil moj, kapo dol, pa ta ženska je fenomenalen menedžer, da to sploh zmore, pa da to naredi neke načrte dnevne, ne. Zdaj v tem času, ko smo se dogovarjali, sem videla, da to je res tako, zato ker, mislim, kapo dol, kako imaš to urejeno, da sploh si polno zasedena, no. Samozaposlena v kulturi, skratka, res garaš, no. Kako to fajn slišati, ko v bistvu res garaš. Tako tebe poslušam, se mi zdi pismo, sej res sem veliko naredila, ampak veš, sej veš, kako je, ko si pač delaš in v našem poklicu je pač tako, da si skozi nekako na začetku, zaradi tega, ker česarkoli se lotiš, je toliko dolga pot do tega, da bi se nekaj uveljavili, da nekje, pač to ni, mi nimamo delovnih, plesalci, razen baletnih, to ni delovnih mest, koreograf ni delovnega mesta, to si pač skozi po projektih in če hočeš preživeti, moraš delati pač na vseh koncih. In vsi mi, ki smo v tem, delamo 100 stvari naenkrat, da pač nekako vse skupaj sešteje, da lahko normalno živiš. Pol pa še to, kar imam jaz skozi nekaj vse pa eno željo sem imela, da se nekaj zgodi in smo začeli z Baobabom, z društvom, da se vzpostavi eno društvo, ki se bo mogoče mičkeno bolj ukvarjalo s tem, da se malo ta raznolikost afriških kultur mogoče malo predstavi. Pa smo toliko enega časa, pa toliko enih razpisov, pa toliko smo spet dali v to,
da pol enkrat smo dobili razpis, itak ful malo denarja, ampak ko smo poznali ljudi, so prišli ceneje, pa smo to organizirali. Naslednji let že ni bilo več tog denarja, pol ga pa sploh ni bilo. Mi smo glih zalaufali, pa smo spet pa. In vsaka stvar je tako, folje. Težko je, zaradi tega, ker ti je vsem premajhen trg, da bi ti lahko rekel, ok, nekaj pa reče, pa ne. Delaj pa boš, jaz ne bi mogla, jaz v bistvu ne morem, jaz sem imela že, po moje je bilo to en manjši izgorelost, ker pred parimi leti, ker nič več nisem mogla, ker sem imela že mravljince povsod, ker sem se kaj je bilo res grozno. A te kaj zanašali? Vse. No, recimo ne, to vprašam zato, ker jaz sem šla tudi skozi izgorelost, ne, in pač sem tudi knjigo napisala o stresu. Zdaj sem prav rekla, da moram še prebrati, ker... No, tako in recimo eno od mojih ljubih vprašanj je to, a te je začel zanašati, zato ker te, ki to niso doživeli, tega ne vedo in je res odštekano, ampak v teh hujših fazah pride do tega, da enostavno se tudi ta motorika sesuje. Meni se je to dogajalo, da sem recimo hodila in sem imela občutek, da mi je zmanjkalo, da stopnice zmanjka. Ja, čist motorika se poškoduje. Tako, ko sem učila, sem mogla tako ful centrirati, da in skozi sem imela tako malo, da sem na ladji občutek, recimo. To je bilo eno obdobje. Pa ne vem, ko sem zagledala, ker pač takrat sem bila res Mislim, mi smo najeli dvorano zato, da bi mi lahko delali predstave. Na koncu smo vsi, ki smo sodelovali, bili po cele dneve za računalnikom, da smo iskali sredstva za to, da bi lahko sploh kaj naredili, zato da bi prišla do dvorane že tako izčrpana, da itak nič nisi mogla narediti. Mislim, tako ful enih, ampak vedno rečeš, ok, bom probal, pa tam probam, pa to, in pol, ali pa greš delati predstavo, pa je... Ko si tako ljudje, ki ne vejo, tako, ko berem te komentarje, sem včasih, mene to tako prizadane, pa presesanje na državne jasli, pa ne vem kaj pet, naj grejo resno delati, kaj meni tako, jaz bi si sam želela tako en mesec, jaz ne pravim, da je to zdaj kaj. Ne vejo, ker ne razumejo, ker ne vejo, kaj pride v paketu. En mesec bi moral jeti v tvoje čevlje. Vikendi ne obstajajo, dan, noč ne obstaja. Seveda pač, jaz imam kar velik mislim, hvala Bogu, imam toliko priložnosti, da lahko, ker marsikdo pa lahko ne vem, koliko dela, pa ne more preživeti, ker ni toliko priložnosti, ker ni delovnih mest za to in moramo vse sami. In ti si v eni osebi pač menedžer, računovodja, vse, vse delaš sam. Marketing, promocija, stike z javnostjo, javnostmi. Tako, in velikrat ne vejo, da tudi tega, da ti recimo tam po kavicah hodite, jaz nimam pisarne in potem moram iti na toliko pa toliko sestankov, ker se spet menimo za projekte, ker se za vsak projekt, to je vsakič nov začetek. To je v bistvu tako, sem glizanče razmišljala, to je v bistvu tako, da bi v bistvu vsak 3 mesece šel na nov razgovor za službo, se na nov vzpostavljal v novem okolju, nove ljudi spoznaval, spet zalaufal nekaj, da boš pač, ko bo konc projekta, šel naprej. Oziroma se boš že prej menil, zato ker takrat, ko bo tega konc, boš ti mogel že imeti naprej, ker drugače bojo računi plačani. To, da jaz imam predstavo, pomeni, da moram jaz najprej zbrati jaz lahko delam za ston svoje, malo plešem, tako se sliši, malo plesala. Ja, samo, tudi če bi ne rabila treningov pa dvorane za najet, pa to, jaz moram plačati kompletno ekipo, jaz moram plačati tehniko, jaz moram imeti scenografijo, ok, imam prazen oder, tudi to, vzamem kostume iz fundusa, v redu, ampak še vse je tam neka institucija, oziroma oder, ki ga moraš plačati, so karte, vse to in vse te stroške, to je ta denar, ki ga mi dobimo, ne za honorarje, tega marsikdo ne ve, za honorarje nisem. Jaz pri svojih predstavah ponovadi še vlečem iz strani, da dopolnim, delam drugje, ne vem, imam ful srečo, če lahko koreografiram v kakšni instituciji, kjer sem normalno plačana, da to potem poflikam tam, ker delam svojo predstavo, da tam dam še za potne stroške, ker drugače jih nima. Tako da tega je veliko, ampak še vse to bi bilo v redu, če bi imel sam v eni točki stabilnost. Zdaj sem recimo, ko sem imela COVID,
sem prvič v življenju dobila bolniško. Se je zdaj tako, da sem skoraj dobila nagrado. Wow, en teden bolniške, tako pač pri nas tega ni, ne. Jaz nisem bila še nikoli na bolniški, ker pač, če nisi, ne vem, koliko, čez 30 dni moraš biti, ne. Ja, ampak v bistvu je realno 40, ne, zaradi tega, ker pač zaradi tam enih določil, ampak realno 40, to pomeni samo te resno težke, hude bolezni, ki jih odobri potem komisija, vse, kar je več kot en mesec, ne. Mislim, vse, kar je več kot en mesec, to pomeni, da potem je s tabo neki orang narobe resno, in Bog ve, če boš ti še sploh kaj delal, če res, ne. Ampak to sem pomislila, Maša, lej, recimo, ti si plesalka, to se pravi, to ni režiser, scenograf, nek poklic, v kateremu ni toliko pomembno staranje, ne. Ples je res fizično zahteven. To je pač med vsemi umetnostnimi oblikami fizično najbolj zahtevna stvar. In zdaj baletke imajo beneficiran delovni staž in grejo v pokoj, ne vem, koliko prej, ne. Vi pa pač ne in to je res ekstremna krivica in anomalija v sistemu. Ekstremna, zato ker ne moreš delati pri 60 letih to, kar delaš zdaj, se pravi, da se boš morala čist preusmeriti, dati poudarek v čist neke druge vsebine in tega, kar počneš, naš mogla početi, a ne? Ne moreš se pa upokojiti, tako kot se tvoje kolegice, ki pač so klasično vzgojene baletke, ne. Res je. Krivica, rešite to. Rešite to. Ne vem, ker to je resna krivica. Mislim, to je čista anomalija, ki je popolnoma absurdna, no. Mislim, tako, kot da nekoga hočeš pač resno ogroziti. Ampak to bi rada izpostavila, ker je teh tvojih projektov toliko itak sploh, mislim, bi lahko zajadrali v kjerokoli od smeri, ampak dajva samo eno. Dobro. Samo eno od tega mnogoterega. In to, da zadnja leta ogromno delaš za Ivano Džilas. Ona je... Ivana, se opravičujem, Ivana Džilas. Ona je prišla iz Beograda na povabilo pokojnega Dušana Jovanoviča in se je pač tukaj nekako, kako bi rekla, ustalila, ima svojo družino, poročena je z Gombačem, ima tudi posvojenega dečka iz Gane, ne. Imate svojega. Tako. No, pa sploh ljubko in pestro. No, z njo ogromno delata skupaj. Seveda je prvo vprašanje, na katerih ravneh sta se ujeli, ne. Da tudi to zadnjo predstavo, ki tematizira pač rasizem, nestrpnost, temnopoltost, ne, tudi to sta skupaj pač sodelovali pri realizaciji. Kaj je ta magija, ki vaju drži pa vplaja? Da se spomnim, prva je bila, tale, to je v bistvu Katja Somrak, producentka PTL-ja, ki naj je v bistvu sploh nekako združila s tem, ko je, ko smo delali Juri Murija, ne, Juri Muri v Afriki pleše, kjer sem bila za koreografijo, ona za režijo, in sva, no, pa sem tudi v predstavi. Takrat smo se v bistvu začeli sodelovati. In potem je bilo tako, je šlo kar zelo tako naravno, da je tako obdobje je bilo zgleda za obe, ki so se nekako ujeli. Mene je itak gledališče, ne, se pravi, ne samo nujno plesne predstave, vedno zanimalo. Ona je tudi vedno v predstavah zelo rada, predvsem z glasbo, kar je tudi meni nekaj, so nama bile podobna, blizu nekaj žanrskega, pa neka estetika, nek duh, nekaj najo je, sem tukaj smo se zelo ujeli. In potem so pa kar, zdaj, vse sem že po moje več kot 10 predstav v zadnjih letih, da sva skupaj, nekako sem pol pri zadnjih predstavah tudi nekako me kot asistentko režije, ker sem res, v bistvu pol skozi tam, ni to ta tip koreografije, da prideš pa nekaj
ne sestaviš, ampak v bistvu skupaj nekako misliš predstavo, koreografiraš, mogoče bolj že dramaturško, kako bo cela predstava nekako dihala, pa tako v tem smislu, no, pa z igralci, igralkami iščemo pol te neke nianse tudi znotraj giba. In tle, ne vem, to, ki je obema, pač njej že prej in meni, to povezovanje glasbe, teh različnih izraznih sredstev, tudi tukaj smo se našli, njej tudi gib nekako začel odpirati nekaj drugega, ne. Vsakam se mi zdi, da pride obdobja, ko nam nekdo pride na pot, ki ti v bistvu znotraj tega, kar počneš, še odpre oziroma, ne vem, ali pa rabiš, neko ne vem, smer, energijo, ki ti majčkeno da spet nove inspiracije, ne. Tako da tukaj sva si sva pol kar zdaj. Dober tandem. Sva se že, pa tako je, ker se potem že toliko poznaš, to pa je tako vedno meni fajn, zato imamo dostikrat iste sodelavce, ker ti nič več ni treba reči, mislim, se sam spogledaš, točno veš in pluse in minuse, ne, pri vsakem in potem v bistvu znaš lažje delati, hitreje se stvari zgodijo, ker ni treba od začetka se spoznavati, ker to je ena od teh stvari, ki poleg vse organizacije, ki mi je res najhujše od vsega, da moraš vse koordinirati, no to ni v institucijah, no to je za moje projekte, ampak poleg tega je pa to začenjanje, ki je v bistvu vsak projekt, zdaj je že fajn, ker sem bila večkrat v Drami, ne, ni prvič, ampak vsakič je nova ekipa, ki jo moraš spoznati, ker se moraš kar delamo, vedno moraš biti dosti odprt in se na novo spoznavati in način dela in vse. Tako da je to, tle se tudi zmatraš, ne, zato tudi ne moreš ti kar izpredstaviti, poleg tega, da ne moreš biti ves čas imeti ideje, pa jih vleči iz ne vem kje ustvarjalnost, ne, ampak poleg tega je tudi to, da si ni to ta en kolektiv, glih se fajn navadiš, povežeš, pa te spet, ne, moraš iti drugam. Tako da zaradi tega sva pol tudi, je nama bilo fajn, ker to je bila pa neka stabilnost, ne, Ivana ima itak te svoje, ne, in ima Gombača skoraj vedno za glasbo, pa Jeleno Prokovič za kostume, pa tako, ne, da se pa že zdaj tudi Sara Slivnik za... Skratka, neka ekipa se začenja pol, mislim, se ponavlja, zaradi tega, ker je vse lažje, ker ne začenjaš iz nule, ne. No, pa mogoče, da so tudi kakšne tvoje, kako bi rekla, nasveti taj pretirana, ne, ampak izkušnje more biti, ne, glede na to, da ima ona posvojenega sinčka iz Gane, morda tudi kakšne tvoje izkušnje so dobrodejne za njo, ko se sooča tudi verjetno s kakšnimi sigurno in obratno, težkimi. v bistvu to, kar si rekli, kar smo že glih načeli, to črna koža, bele maske, to je v bistvu bilo eden izmed mogoče enih da sem sploh, ravno zaradi tega, kar smo že na začetku pogovora ugotovili, da sem jaz stvari precej tako dajala na strani, jih metala pod preprosto, ali karkoli že, tlačila nekam, sem potem, ko sem z Ivano, ne, veliko govorila in je ona zelo prizadeta, ko mi je povedala kakšno zgodbo, kaj se je, recimo, no, to je eno tudi od teh, da je bil, ne vem, tam, ko je prišel, ne vem, na neko plesno uro, pa mu je tam punca Sinčko, ne? Sinčko, temu v garderobi rekla, bej stran, tle sam za Slovence, recimo, ne, to je stvar današnjega časa in marsikaj je slišal in seveda je bilo meni grozen, ampak ona je bila res šokirana, meni je bilo pa tako, lej, v Sloveniji si, mislim, in pa je bilo kako lahko odgovoriš, rečeš, ona me je v bistvu, tako sem se šele začela zavedati, koliko sem se jaz res v bistvu čisto enostavno sprijaznila in v bistvu, da so ene stvari, ki v bistvu mogoče res sploh niso v redu, da se meni zdijo čisto nič takega. Mislim, privadila, enostavno ne sploh. Da sprejmeš to, kot neko dejstvo, ne. Ampak niso normalne in so bolne. In v bistvu meni je bilo, jaz sem skozi te plesne predstave, ki sem jih delala od rojena zunaj svoje vasi, ki sem pač ravno teh dvojne identitete se pač lotevala skozi, pač me je zanimalo, kako to zdaj v plesu izraziti oziroma kje iskati te različnosti. Sem se v bistvu pa nekako ful izogibala temu, da bi šla pa na
neko zdaj pa rasizem, pa ojoj, pa ne, to mi je bilo, nisem hotela, naj se kdo drug s tem upada, ampak me je spodbudil to, kar Ivana, pač ne, smo se takrat tudi več družili, pa polka mi je govorila za Rubna, mi je bilo vedno tako, hudo in pa se mi zdelo, ok, sej, če ne za drugega, za mlajše generacije, je pa mogoče pa zato je fajn, da vsem to naredim, ker meni ni težko, ker sem že v tem toliko predebatirala, da lahko se lotim, imam tudi okrog sebe ekipo, ki vem, da zelo podobno, kaj jaz doživljajo in bo z njimi to najlažje narediti, ker sem vsem to hotela na tak način, s to neko še vsem distanco do same tematike. In ja, in to je bila neka spodbuda tudi, no? Te njene izkušnje oziroma njegove. No, ampak med nastopajočimi so tudi te vidni drugačni, Ja. če tako lahko rečem. Ja, namenoma. Ja, recimo mezzosopranistka Irena Jeboah, pa Joes, reper in tako, njena sestra še od Leticia, Irene. Ja, pa tako. še Lina Akif, mlada igralka. Tako, ekipa, ki je tudi šla skozi to, da so drugačni. Ne? A ste vi med sabo kaj delili te zgodbe, so njihove mogoče težje ali pa karkoli ste verjetno podelili, ko ste to delali? Ne, ja, jaz se z Lito, Ireno pa z Joesom delamo zdaj že v bistvu skoraj, mislim, res že tudi 10 let, no. Sodelujemo v vseh mojih predstavah skoraj so, ker smo se tudi ful ujeli, pa še tukaj zraven so še drugi, še Dalanda, recimo, ki skupaj delava veliko, pa smo imeli tudi Baobab skupaj, ampak v tej predstavi ni skratka, ampak je tudi mulatka. Mi smo o tem že zelo veliko debatirali, že v predstavi Dia Diaso Diaspora, ki sem jo delala 2013, kjer sem povabila še te Afričane živeče v Parizu, ker sem se že malo dotikala te zgodbe, teh različnih zgodb doživljanja Afrike oziroma pač, ja, kako je vsak od nas. In že tam smo se zelo veliko o tem pogovarjali. In recimo Lita pa Irena vedno poudarjata in oni dve sta res, mogoče tudi kot nove meščanki iz manjšega kraja, oni dve recimo sta imeli zelo lepe, mislim, oni dve vedno pravita, mi dva nikoli nismo imeli nobenih težav, ne. Dokler jih pol jaz tudi nisem malo zdrezala, pa smo isto podobno ugotovili. Pa ste le kakšno zbrskali? Tako, recimo smo zbrskali, da ne vem, da mi je enkrat ena od njih rekla, ja, pa mi je pa rekel čokoladka. Ko mi reče nekdo čokoladka, meni res, tako to me pa res zelo znervira. Medtem, ko njej se zdaj se je mislil simpatično, ne. Tako ne, to pa prav nič ni simpatično, v glavnem, spet je stvar tega, kako si slišiš, kako doživljaš nekaj. Ampak, ja, tako da pol smo, ker pa pač ja, poznam pa veliko, ki, kot sem že prej rekla, pa niso imeli tako dobrih izkušenj in tudi niso na ta način imeli nekega podpornega okolja, da bi lahko tako lahkotno kot nas pet tam na odru govori o tem. Zato se mi je tudi ta ekipa zdela najbolj primerna, ker smo na podoben način se s to temo ukvarjali oziroma jo nekako doživeli. In itak del procesa je bil, da smo vse te od tipičnih vprašanj do vseh teh zgodb, to je bil prvi del procesa, da smo to nabirali skupaj, tako da smo se veliko o tem spet pogovarjali. Ja, in vedno kaj najdeš, ne, vedno še kaj najdeš, oziroma prav to, no, stvari, o katerih nisi sploh razmišljal, da je bilo z njimi kaj narobe, ne. No, ampak tudi to je izjemno dragocen, da končno imaš pa tudi eno skupino nekega kroga svojih ljudi, ne, v smislu recimo, da ste vsi pač malo drugačni in lahko drugega bolj razumete v na kakšnih ravneh, kot bi te na primer jaz ali kdo drug. To je bilo pa tisto, kar sem pa tudi že prej rekla, da meni je bilo to zelo, no. In to je predragoceno. Ja, to je bilo meni super, ker sem lahko z njimi vse to, kar prej mogoče nisem uspela, sem marsikaj z njimi že predebatirala in se pol tudi dostikrat boljš počutila, da vidim, da ni prvič to, da se pol postaneš že smešen,
ko vidiš, da to res, ker mi, ko smo napisali, vsak je mogel posebej napisati, vprašanje identična. Kako pa ti tako lepo govoriš slovensko, a si umivaš, a se ti zmočijo. Mislim pač teh, ne vem, 10-15 vprašanj so bili isti po vseh 5 in to je pa že smešen. Mislim, ker pa se tako malo, da biš tega distance, da ni to meni se dogaja, ampak to je pač, ja, to okolje, ki pač o tem ne ve dovolj in vpraša sprašuje to. In sprašuje. Ja, in potem ti je tudi malo, mogoče zaradi tega tudi eno lahkotnost v tem vidiš, mislim, odnosu svojem do tega. Lej, v tistih projektih, ki si jih delala sama, je velikokrat tematizirana pač Afrika oziroma karkoli v zvezi s tem afriškim ples ali karkoli, ne. Verjetno je težko delati stvari izven izkušnje svojega življenja, tako pač kar neka abstraktna tema, ne. Oziroma lahko tudi je za kakšnega ravno to dobrodejno, ampak zdi se, da ti pač nekako bolj pluješ v sebi skozi svoje izkušnje in svoj svet in skozi njega potem zliješ nekaj na oder, ne? Se pravi, jaz so terapevtsko. Ne, saj nisem to, ampak ena stvar, ki se mi zdi tudi kar, da nič ni tako slučajno, ne, in recimo, jaz sem si zelo želela, tako kot sem si želela biti pač vsaj osnovno šolo, a se lahko prosim zbudim bela in imam dolge blond lase in modre oči in mer. Tako sem si tudi želela kot plesalka biti v sodobno plesnih predstavah, ampak ne glede na to, v kakšni predstavi sem jaz bila, so ljudje v meni videli nekaj afriškega, ne, in v bistvu se mi zdi, da sem se jaz s tem, ko sem začela pol take predstave, sem rekla, da sem se, kot da bi se, ne bom mogoče direktno prilagodila, ampak v bistvu sem vzela to, kar sem... Kot prednost, recimo, a tako? Kot neko spodbudo, se pravi to, kar me je mogoče včasih motil, mi je v bistvu začelo odpirati nova vprašanja. Okej, se pravi, jaz plešem, jaz recimo, ne vem, imam nastop, plešem, misleč, da, ne vem, sem popolnoma abstraktna, da ne govorim o nobeni temi, ampak samo plešem na to glasbo klavirsko, ki mi je všeč, in potem od publike dobim odziv, seveda se vidi, da to je bilo pa, ne vem, zdaj bom se nekaj zmislila, ampak v smislu, ne, od babice pa iz Afrike, ki si ti zdaj to zgodbo sem prav videl skozi to, o čem govorimo, ne, ampak ja, to pač gledalcem odpira, oziroma nekaj sugerira, kar mogoče sploh ni, ampak so to pač neke asociacije. In gib, mehek gib, to sigurno, recimo jaz sem bila ful šokirana, na začetku, ko so mi pač rekli, če so me pohvalili, kako plešem, ne, seveda, ne, se ti imaš to krvi, v moji glavi je bilo pač, ker plešem z mamo od malega, ker je moja mama plesalka, ampak sem šele pol dojela, ne, oni mislijo, da so to neke afriška krvi in zato jaz plešem, ne, in to me je vedno tako žalostilo, ker to je zame pomenilo enako, tebi ni treba vaditi, ti kar imaš to v krvi, ne, to pa da zdaj slomim, pa da vsak dan poskušam, pa da imam toliko treningov, da to zgleda tako, kot zgleda, ampak ja, to je spet eno od teh stereotipov, ki so me ful motili, no, in zgubila sem se, v zvezi z predstavami, kako je ta feedback. Da jih zliješ, pač svoje življenje, svoje izkušnje, pač te neke tudi afriške teme zliješ v predstave, ne? Da sem jih začela zlivati ravno zaradi tega, ker jaz sem recimo hotela narediti nekaj drugega, ugotovila sem, da to na ljudi učinkuje, tako se pravi, vidijo v tem neko moje razreševanje nekih korenin, čeprav v tistem trenutku sploh nisem govorila, in to mi je dal v bistvu idejo, na nek način me spodbudil, da jaz sem temna, okej, kaj ćemo s tem narediti. In v tem smislu sem šla jaz vedno bolj v to nekaj, ne zato, ker bi mene to zelo zanimalo, jaz sem pač nekaj je, kaj je čisto, gre za neko poetiko, en občutek, ki ti je bližji ali pa ne, in ki ga želiš raziskovati kot nek svoj, ne vem, jezik plesni. Eno je pa pač tematike, ki pa nastajajo, oziroma vedno sem nekako izhajala iz tega, kar sem jaz doživljala sem pa vedno tudi je pa vplival
to, kako so drugi mene videli in me spodbudili v to, da sem jaz šla raziskovati te neke korenine, ki jih mogoče jaz sama sploh nisem opazila, ampak mi je bilo rečeno, da imam dvojno, ti si dvojna, ti je dvojnost, dvojnost. Jaz nisem, jaz sem se počutila, jaz sem tamle iz centra, doma, mamijo, Iz centra Ljubljane. tam sem, ja, tam v zadnji, ne, saj veš in ne, tako, jaz sem oseb tako bi mislila, če ne bi nekdo rekel, ne, pa sihar je to nekaj, ja, pa to pa se vidi, ne, pa tako, okej, no, pa da vidimo. Tako da ni to tako zelo iz mene prišlo potreba po tem, da bi jaz neke afriške tematike, sem neke tematike korenin obravnavala, kakor me je to zintrigiralo, da pa o čem vi govorite. In vedno znova me je fasciniralo in včasih sem namenoma kaj tudi tako naredila, ker me je zanimala razpet, no, da pa vidimo, kam bomo zdaj šli s tem, a sem zdaj dosegla to, a sem pokazala zdaj razliko, skratka te neke stvari so me pa začele tako mene čisto kot iz nekega ustvarjalnega vidika zanimati, ne, kako neki, ali pa te neki shifti med tem, kaj lahko ponudiš, kako lahko, tudi mogoče gledalcu daš premislek, da začne malo drugače, da malo razbiješ kakšen stereotip, pa tako ne. Zdajle sem se, ko to pripoveduješ, spomnila na eno misel enega indijskega učitelja, mojstra, je rekel, da v bistvu smo 3 osebe, ne. Ena je ta, kot mi sebe vidimo, da smo. Druga oseba je, kot te drugi vidijo. In tretja je tisto, kar ti res si, ne. Ampak to, kako te drugi vidijo, ne, to zelo močno pritiska na nas, v bistvu z neko vlogo, ki jo mi v družbi ali pa v poklicu, recimo, v poklicih pač igramo, ne. Igramo neko vlogo, ne. In to, da so te videli kot pač v delu korenin afriško, ne, drugi, to je izjemno močen pritisk na neko Sigurno. tvojo vlogo, ki naj bi jo ti zdaj tukaj igrala, zato ker imaš skravžane lase. Točno to, in ti v bistvu se to, in to je tudi, kar smo veliko se o tem pogovarjali v tej predstavi, da ti v bistvu počasi nehote prevzameš to vlogo, ki je bila, ne, in začneš v bistvu okej, zdaj pa to lahko čisto v redu, ker se znajdeš, ne, v tem, ker meni je bila tudi ful inspiracija, prva inspiracija za to predstavo mi je bila itak Josephine Baker, ker se mi je zdela pač taka izjemna ženska oziroma cela njena zgodba, ki je v bistvu zelo tragična, kako je ona mogla pobegati od rasizma, da je preživela. In po drugi strani, kako se je kot ženska, sploh v njih časih, kako je bila, ona se je prilagodila, da je izvajala oziroma uprizarjala to, kar je takrat evropski beli človek si želel videti, je naredila točno to, se pravi, je v bistvu obračala to v prid sebi, da je lahko potem, ampak lahko jo gledaš čisto kot tragično ali pa kot uspešno ali karkoli, definitivno pa izjemno močno, da je, ne, in to mi je bilo ena taka, kako se mi v bistvu, in pol, ko sem nas, ne, pač to konkretno ekipo, ki sem jo zbrala, ne, in ko smo se o tem veliko pogovarjali in Ivana, kaj mene, pa ko sem se rekel, se ni nič, ne, kako se noro prilagodiš in potem ne veš, kdaj si pa že začel že ti to vlogo igrati, se pravi, da v bistvu prevzameš in ti mogoče celo prav pride kdaj, da nekaj spromoviraš, kot to se meni, isto sem se zapletla v stereotipe, ne, da pač okej, ti to, okej, afriški ples in je že, ne, in se v bistvu zapletaš točno v to, proti čemur bi se največ boril, ampak začneš igrati vlogo neko, neko, ker je to najlažje, ker v bistvu, ne, in tudi težko je ti takrat, ko se, pol si pa še v takem poklicu, ko se itak moraš še uveljaviti, pa to in je, hiter je ta ne, past, da lahko zaideš nekako, tako da zdaj recimo vedno bolj poskušam nekaj, kar se mi res ne zdi prav, recimo ena taka stvar, ki mi je še hujša, kakor te neke direktne sovražne, ki so mi v bistvu že malo smešne, ki se mi zdi brez veze, ampak te, ko se ljudje sploh ne zavedajo, pa nekaj pač jaz sem imela zelo veliko povpraševanj, imam še vedno, recimo, da so me klicali za kakšen Abrahama ali pa kaj takega, ker bi si recimo ta
ne, ker vejo, da se ta slavljenec želi recimo nekaj eksotičnega, ne, kot presenečenje, ker ta bi se že, mislim, dobila sem res tako konkretne maile, da pač ne, ker ne moramo ga peljati v Afriko, kjer bi lahko z domačinkami se zabavil, smo pomislili, če bi vi lahko prišli odplesati en ples, ne. In ker najhuje meni to, ker je spet, to je res mišljen kot neka super luštna ideja. Točno tako je, ne, na ta način me povabijo, kot super, ne, ti boš nekaj odplesala tam, ampak mene pa to tako, mene pa kar zvije, ne, da bom jaz tam prišla uprizarjati eksotiko, mislim, ker ima tam en željo, neko, ne vem kakšno, meni se zdi to grozen. Ja, kot da bi te na striptiz povabimo, Meni je to recimo. točno tako, vem pa, da ni bilo mišljeno, njim se ti pa še tako Seveda, luštno. ja, In ja. to bi rada, da ne Ja, bi ljudem ja, se zdelo ja. več luštno, no. Mislim, Ja, no to je recimo stvar nekega bodočega razvoja Ja. prefinjenosti in tako Prefinjenosti, ja. naprej, Ker a lahko, veš, ne? ja, malo Ker drugače. je veliko teh stvari, ko ljudje ne mislimo slabo, v bistvu pa drugega lahko Tako. ranimo ali pa celo žalimo ali pa prizadenemo, ne? Čeprav ne mislimo vse dobro, Ja. ne. Tako da, jaz ti želim, predvsem, da ne boš izgorela, ne, Ne bom, zdaj ne bom več, razporedi svoje sile, Ja. kakšen čudovit nov projekt z Ivano in z tvojimi rednimi sodelavci. Res te občudujemo v tem smislu, koliko stvari si naredila in koliko različnih in koliko si pridna in delavna in marljiva in ustvarjalna in tako da evo, vso srečo in zelo, zelo hvala, ker si prišla in si te malček težavnejše plati slovenske družbe podelila, ne, z nami. Tako da hvala ti. za pogovor in tudi enako vse dobro vsem. Hvala.